Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kako pomembno je, da izgovarjamo svoje misli, da se pogovarjamo sami za sabo na glas. In da to ni nekaj čudnega, ampak nekaj, kar v bistvu počnejo, nam rekel vsi, ampak večina uspešnih ljudi. Zavedajo se pomembnosti izgovarjanja besed. Precej se uporablja govor kot oblika psihoterapije, ko nas nekaj muči in gremo k psihologu, da nas posluša. Ampak v bistvu je psiholog samo kot opora za to, da mi sami izgovarjamo naše lastne misli in da jih potem lahko slišimo. In seveda misli so precej drugačne, dokler jih imamo v naši glavi, kajti so energija, ki se giblje zelo hitro, in te energije so takšne, da jih ne moremo zadržati, uloviti, hitro nam spolzijo, ne bom rekel iz rok, ampak iz našega uma, ker pač nimamo nekih udov, energetskih udov, za katerimi bi te misli zaustavili. Sploh pa se jih potem ne moremo niti zavedati, ne moremo v polnosti ugotoviti, kaj je njihov izvor, kaj nam želijo sporočiti. So pa vsekakor delci nas samih in je pomembno, da jih ozavestimo, da jih upoštevamo in da se na njih odzovemo, da se torej spremenimo. Misli so kot neki opozorilniki, so neke entitete, ki nas želijo opomniti na to, da smo se razdvojili od nas samih, da smo zapadli v ločenost, da živimo v neki nerealnosti, v neki iluzorni resničnosti, ki ni usklajena z to univerzalno fizično resničnostjo. V zadnjem času sem poslušal tudi nekaj izjemno podpornih audioposnetkov, ki še bolj natančno razlagajo pomembnost ubesedanja misli, da jih spremenimo iz neke energije v zvok, v fizični zvok. In kako je fizični zvok nekaj povsem drugačnega po sami strukturi, kot pa naše sodelovanje v umu oziroma v tako imenovanem umsko-zavestnem sistemu. Kajti vibracija oziroma zvok umsko-zavestnega sistema je zelo neprijetna za poslušanje, seveda za tista bitja, ki so zmožna meddimenzijskega pogleda, ki so sposobna na nek način slišati ta zvok naših misli oziroma uma, in pravijo, da je tako neprijetno kot zvok praskanja po šolski tabli. Torej, pogovarjanje z samim sabo je izjemno pomembno in ga vsem priporočam. Je seveda precej nenavadna aktivnost, ker vedno smo navajeni, da se pogovarjamo z drugimi,
ampak lahko si pomagamo z uporabo nekih tehničnih sredstev. Namesto, da bi se samo na glas pogovarjali, da izgovarjamo svoje misli, lahko hkrati te misli posnamemo z diktafonom ali z pametnim telefonom, ki imajo že vsi vgrajene diktafone oziroma aplikacije za snemanje zvoka. In ni nujno, da te audio posnetke potem objavimo, lahko jih imamo samo za sebe, lahko jih tako izbrišemo. Če pa seveda med tem pogovarjanjem pridemo do nekih koristnih spoznanj, od katerih bi lahko imeli koristi tudi drugi, potem pa lahko te audio posnetke seveda objavimo na raznih platformah, kot je SoundCloud ali zdaj platforma, ki postaja zelo aktualna, ki je povezana z Steemit platformo, ker dobiš tudi nagrado za delitev koristnih informacij in se imenuje DSound. D-S-A-S-O-U-N-D se črkuje. .com. Seveda pa lahko zvok, naš govor posnamemo tudi na video, tako kot snemam sedaj. In potem objavite videoposnetek na YouTubu ali na spet povezanem alternativnem videokanalu, ki je povezan z Steemitom, ki se imenuje DTube, se pravi D-T-U-B-E. In tam spet lahko dobite celo nagrado, plačilo od tistih ljudi, ki vam ta videoposnetek povšečijo. Gre za platforme, kjer si lahko ustvari vsak dodaten vir prihodka, s tem, da deli koristne informacije drugim in namesto, da bi socialna omrežja, kot so Facebook in YouTube, prodajala vašo vsebino oziroma potencial teh vaših vsebin oglaševalcem in plačevala drugim, tukaj lahko vi zaslužite z vašimi lastnimi vsebinami. To so še dodatne informacije v povezavi s tem, ampak seveda vsekakor je fino, da če vas nekaj skrbi, če se ne morete glede česa odločiti, vedite, da je enostavno orodje za samo podporo to, da enostavno misli izgovarjate na glas. S tem se misli upočasnijo, s tem vaše misli lahko slišite in potem se lažje odločite, kaj boste storili v življenju. Hvala za posluh in nasvidenje.